Čas je za 2 zaporedni tekmi v Ljudskem vrtu v tem tednu. Ekipa je imela po zmagi malo časa za pripravo, toda v pozitivnem vzdušju pričakuje naslednje obračune. No, prebili smo ta led na začetku druge polovice, zato ker ni nam šla, nekaj nam ni dalo, ampak evo, zdaj smo zmagali in upamo, da se bo to nadaljevalo. Forma Dina Hotića je na zavidljivi ravni, sodeloval je že pri obeh golih proti Rudarju, tudi proti Ankaranu je bil udeležen v številnih napadalnih akcijah. Občutek je, da se tudi forma celotnega moštva vzpenja. Ja, občutek, ja, v bistvu. Samo moramo pač popraviti to še obrambni del, kar smo zdaj proti Ankaranu naredili, da smo držali 0. Zbredaj ga bomo pa že zabili. Ja, v bistvu jaz trudim, da vsako tekmo čim boljše, dam vse od sebe in na koncu potem vidiš, kaj je. Začetek drugega dela tekmovanja napoveduje sicer zanimivo prvenstvo do konca. Zanimivo prvenstvo bo. Imamo dobre nasprotnike, v bistvu. Olimpija se je dvignila in zanimivo bo in to je čar nogometa. Prvi od 2 nasprotnikov v Ljudskem vrtu so ta teden Domžale, ki so jih prav prvaki kot zadnji premagali. Čudoviti gol Jasmina Mešanovića je bil tudi zadnji, ki so ga Domžalčani prejeli. Tako da bo to nov izziv za prvake. Domžale gojijo tak stil nogometa, ki ga poznamo že dolgo, tako da ne spreminjajo nekaj dosti, tako da bo spet treba vse dati od sebe in koliko vsako tekmo bomo dali vse od sebe, da jih premagamo in da zdržimo v tem stik in da smo na koncu prvenstva prvi. Vijolični bodo za dvoboj z Domžalami okrepljeni, saj se po poškodbah vračata Marko Šuler in pa Jan Mlakar, izven kadra sta Blaž Vrhovec in Kasim Dumbija. Maribor Domžale, Ljudski vrt, torek ob 4 popoldne.